Kako pa je mogoče prevalent pač dejansko furry ali pa anime fandom v vajenem neposrednem okolju izven recimo tega furry fandoma? Kako je recimo vajena družina ali pa ta krog prijateljev? Na delovnem mestu. Koliko smeš govoriti v familiji o temu? Ja, koliko so vas, recimo, sploh vejo, da se ukvarjate s tem, ali je pač to nekaj, ker je tvoj hobi, pa ne daj volčeš glih, da se s tem ukvarjaš? Bolj hobi? Ja. Ja, pač razumejo, da ima ta hobi. In pač moji starši so odzmeri vedeli, da sem čuden. To je pač itak, če si v gamingu, če si v anime, normal. Started with gaming, anime, ne vem kaj, in pol enkrat pač je ta furry stuff prišel ven. Niste nikoli razmišljali, da bi iz tega naredila, job or something, nekaj, kar bi vama mogoče prinašal, pač tist dovolj denarja, da bi iz tega naredila kariero. Glede na to, da zdaj imaš že toliko followerjev, digitalni influenceri so thing danes. Si kdaj razmišljal, da bi moč šel full time, vrgo digitalno persono v to? Raje imam še vedno job, pa tole, kakor za hobi. Če pa že, mogoče bi pa se pridružil eni ekipi, ki ima res to čas, pa da sem del ekipe, da pomagam delati naprej kostume. Obstaja full vse povsod. Kako zgleda organizacija take skupine, recimo? Zberejo se, rečemo zdaj spet odvisno, koliko velika je skupina, ki dela. Rečemo od 2 pa do 20 folka, pa se vsak organizira, kaj bo delal, kakšen del, kakšen part, pol zrolajo celo stvar čez. Ne vem še sam, kako je to, ker tudi nisem videl še, masa nekaj gledal po YouTubeu, ampak spet. A si ti edini oziroma eden redkih fursuterjev? Kje je klele v Sloveniji? Ja, recimo tisti, v Sloveniji nisem edini. A nisi? Je še dosti drugih, ki delajo tudi. To je bilo najprej, ti si dal delati svoj fursut, oziroma si dal načrt vsaj delati, ne? Jaz sem imel načrt, pač, oziroma kot karakterja sem ga imel narejenega precej, preden sem sploh razmišljal, da bi imel fursuta. Jaz sem pač, čisto zaradi tega, ker sem bil full aktiven online, sem si hotel narediti neko fursono ali pa vsaj nek OC na začetku, imel sem par različnih interacij, par različnih živali, par različnih idej. To je bila pač tudi tista, ki se je prijela in pa se je tudi skozi čas sem v bistvu malo spremenil, malo potvikal, da je zdaj ta nekak končen form, ki mi je všeč. Se vam zdi, da je več ljudi tako, če data per capita, teh, ki pač v furry fandomu, tistih, ki delajo in tistih, ki samo nosijo in so dali recimo komišnati, katerih je več? Tistih, ki so sami naredili ali tistih, ki samo kupijo? Ful več v njih, ki kupijo. Ja. Ker je pač rekel prej vmes. Vseh je dosti folka tudi, ki dela. Je dosti folka, ki dela, ampak veš, če pogledaš enega makerja, ki naredi 50 cutov na letu, recimo, tu mora nekdo nositi. Pa že veš, da je 50 ljudi na enega. Točno tu 50 na enega, tako da definitivno se... Ja, pač range med tistimi, ki delajo in nosijo, se ne vem. Mislim, kako pa se vam zdi na splošno, je tako globalno gledano? Je več takih, ki delajo sami? Ti, ko priješ na convention, te ljudje poznajo kot fursuterja ali kot tvojo fursono? Bolj kot fursono. Več folka ne pozna, da sem fursuit maker, sem kaj jim pa povem, so pa šokirani. Pa že takoj so vprašanja levo, desno. Pa moraš širiti svoj know-how. Kaj pa so tiste vprašanja, ki jih ponovno dobiš? When are you open for commission? Please take my money. Glede na to, da ti suti so lahko zelo dragi, pač 200 ur, to je nekje 2 meseca. To govorimo sem za glavo. Zdaj pa še vse ostalo je pa še plus. Mislim, vseeno iz tega ne bi mogel narediti karijere, ker verjetno ne delaš dosti hitro, da bi se ti splačalo. Se bi lahko hiter delal sam. Če se nekaj silaš, to je isto, kot pri šihtu, če se nekaj silaš, pa hiter moraš narediti, pa te briga za kvaliteto, what's the point? Mogoče se želiš držati stran, ker zabavno je, dokler je to hobi. Tako se to smisli. Meni je cela furry stvar, mi je glih tu point, da mi je relax po šihtu. Da imaš pač neko stvar zraven, da lahko odklopeš. Se dejansko da delaš samo za voljo same stvari, da je dejansko zabavno, ne da je zdaj to cilj nečemu, da je to pač v bistvu za nek cilj. Točno to, ja.
smiselno.